Pozdravljeni. V komentarju novic 7. del sem omenil, da je bil Mercedes proti temu, da se na drugi dirki tako v Avstriji kot Veliki Britaniji spremeni način kvalifikacij. A Liberty Media v osebi Rossa Browna skuša narediti kar se da, da bi bila tista druga dirka bolj zanimiva. In danes si bomo pogledali nov poskus, novo idejo, katera pa mislim, da tudi ne bo uspešna. Mislim, da ni bila nikoli skrivnost dejstvo, da meni osebno te dve dirki na eni in isti progi v razmiku enega tedna se niso zdele genialna ideja. A kljub vsemu te predlogi Rossa Browna, kateri si želi zamenjati trdoto pnevmatik od enega do drugega tedna, sledijo temu trendu. Namreč menjava trdote bi lahko pripeljala do tega, da bi bilo še vse bolj predvidljivo in še bolj dolgočasno. A pojdimo lepo po vrsti. Pnevmatike, katere pripravlja Pirelli, so za vse ekipo enako dobre oziroma enako slabe. Zavedati se moramo dejstva, da nimamo več tiste fantastične mavrice barv. Tistih barv, kateri mnogi navdušenci niso razumeli in katerih imen mnogi komentatorji niso znali. A vseeno sedaj so stvari poenostavili. Imamo le 3 barve in 5 različnih trdot. In prav tu je problem. Imamo samo 5 trdot, katere so bistveno bolj razmaknjene med seboj, kot so bile tiste v tako imenovani mavrici. Približno za 2 pnevmatiki je zdaj razdalja med eno in drugo, kot je bila po starem. In do česa je to pripeljalo? Do tega, da praktično si težko privoščimo kako spremembo med enim in drugim vikendom. Poglejmo veliko nagrado Avstrije, kaj se je zgodilo v sezoni 2019. Na razpolago je bil tisti srednji izbor C2, C3 in C4. In videli smo s fantastično dirko Maxa Verstappena, kaj je pomenilo uporabiti med dirko C4. Polom, poraz. In sedaj, ukolikor si želijo letos zmagati, mislim, da od C2, C3 kaj daleč ne smemo iti. Kaj bi dodali? C1, najtršo množno pnevmatiko, bi jo sploh spravili v temperaturo na progi v Avstriji, oziroma C5, še bolj mehko od tiste C4, katera se je pokazala za slab izbor. Bi odmaknili C2 in dodali C5, tako da bi vsi imeli težave in bi videli dirko z nešteto postanki 3, 4. Seveda, nekomu bi se to zdelo lahko zanimivo, a mislim, da za svet dirk bi bilo to nefair. V drugem vikendu bi bili bistveno počasnejši, kajti danes je postanek v boksih rak rana Formule 1. V boksih se zgublja preveč časa v sorazmerju s tistim, kar se dogaja na progi. Ne moremo si privoščiti, da bi ena dirka trajala pol ure več kot ona prejšnji teden. In v Silverstonu podobna zgodba, le da je tu še vse bolj očitno. Namreč Silverstone je tipično drugačna proga od tiste, kar vidimo pri Red Bull ringu. Gre za progo z dolgimi ovinki, pri katerih gre ogromno energije v samo pnevmatiko. Te dosegajo bistveno višje temperature delovanja. Zato smo tu imeli C1, C2, C3. Samo na hitro, da ponovim, trša kot je pnevmatika na višji temperaturi deluje. In sedaj, kaj bi naredili? Šli na mehkejšo pnevmatiko. Videli smo pri zmagovalcu Lewisu Hamiltonu, da pravi izbor je bil tisti najtrši, C1 pa C2. In res, mnogi so poskušali z neko alternativo, a žal Antonio Giovinazzi jim tega ni pustil, kajti poskrbel je za varnostni avtomobil. A v vsakem primeru, a si kdo izmed vas misli, da če dodamo C4 oziroma lahko celo C5 bo kaj spremenilo? Vsaka sprememba tem izborom bo pripeljala samo do tega,
da bodo ekipe izbrale eno in isto strategijo, zato ker druge ne bodo že na papirju dovolj uspešne. In če pogledamo veliko nagrado Avstrije in tisto, kar je predlagal Pirelli pred začetkom, vidimo, o čem govorim. Točno so predvideli, katera je najhitrejša strategija in katera je druga najhitrejša. In videli smo na progi, da s tisto drugo najhitrejšo pač nisi bil dovolj hiter. Spet smo prišli v nek položaj, ko spremembe na vrat, na nos pripeljejo do samo slabših rešitev. Tako kot nisem entuzijast teh dvojnih dirk, sem še manj entuzijastičen nad to idejo spremembe trdot med eno in drugo izvedbo. Sicer razumem Liberty Medio. Njim se je poglavitno šlo za to, da bodo imeli veljavno svetovno prvenstvo, kar pomeni 8 dirk. In najhitrejši ter najbolj varen način je ta, da pač imamo 2 dirki na isti lokaciji v razmiku enega tedna. A treba je požreti dejstvo, da bo druga dirka dolgočasna in predvidljiva ter ne skušati delati neke revolucije, katere bodo na koncu prinesle več slabega kot dobrega. Vsaj tako je moje mnenje. Kaj si mislite pa vi? Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.